Radijska kateheza. Dober večer in prijazen pozdrav vsem v naši redni radijski katehezi. Vsaka četrta sobota je letos posvečena različnim vidikom življenja in karizme svetega Frančiška Asiškega. Z vami bom sestra Meta Potočnik, v studiu pa se mi je pridružil frančiškan brat Miran Špelič, ki ga večkrat slišimo na naših valovih. Dober večer. Bog da dobrega. Kot dober poznavalec svetega Frančiška ste pripravili tematiko vsebini Frančiškovih spisov z naslovom Svetnik, ki piše. Še danes so njegovi spisi bogato duhovno branje za vsakogar, mi pa smo veseli, da ste danes z nami, ker nam boste odprli bogastvo, ki se skriva v navidez preprostih besedah svetega Frančiška. Pa začniva najprej z bolj novodobnim svetnikom Karlom Akutisom, ki je tudi pokopan v Asiziju, in sveti Frančišek. Kaj ima je skupnega v današnji temi? Oba sta se zapisala v zgodovino, eden na pergament, drugi pa na internet. In tisto, kar je Frančišek zapisal na pergament pred 800 leti, še vedno obstaja. In upajmo, da bo tudi to, kar je uspel narediti Karl Acutis na internetu, da bo tudi to ostalo 800 in še več let. Predvsem pa je zanimivo to, da jo povezuje ne samo kraj, kjer počivata njuni telesi, Asizi, povezuje tudi glavna tema, o kateri sta pisala, to pa je Evharistija. Tudi Frančiškov prvi opomin govori ravno o Evharistiji, o tem, kako je to nekaj pomembnega, ker je očitno bil to problem že takrat, pred 800 leti, in je tudi Karl Acutis zdaj v današnjem času moral to izpostaviti. Svetnik, ki piše, začetek bova odprla temo o pisanju v srednjem veku, času svetega Frančiška, umrl je 1226, pisali so z roko. Kako je to šlo? Karl Acutis je imel pred seboj tipkovnico, ki jo praktično imajo tudi midva zdaj tukaj in jo vsi obvladamo. S pisanjem v srednjem veku pa ni bilo tako. To je bilo še vendarle nekaj svojskega, nekaj posebnega. Italija je v tistem času na neki način središče intelektualnega vrenja. Najvišja pismenost je bila v 13. stoletju ravno v Italiji. In ravno v severni Italiji in v srednji Italiji in ravno v mestih, kjer živel Frančišek. In kljub temu se splošna pismenost ni dvignila čez 10%. Več kot 90% ljudi v tistem času je bilo nepismenih. Pismeni so bili duhovščina, pravniki, potem še nekaj univerzitetnih študentov, kolikor jih je bilo, notarji in pa trgovci. Frančišek spada v to zadnjo kategorijo trgovcev in pravijo, da je po srednje italijanskih mestih v tistem času največ 30% moških znalo pisati. In Frančišek je bil eden od teh. Verjetno se je učil pisanja v mestni sholi, ki je bila povezana z župnijsko cerkvijo svetega Jurija. In brati in pisati so se učili, ne boste verjeli, ob psalmih. Psalmi so bili na neki način tisto, kar je za nas prvo berilo, čitanka. In tako je tudi Frančišek obvladal pisanje, čeprav ni bil pa posebej vešč pisar. To ni bila njegova prva in glavna skrb, vendar pa je to obvladal, ker ga je postavljalo na posebno mesto. Torej imamo srečo, da je Frančišek znal pisati. Tukaj imava na mizi njegove fotografije, njegovih rokopisov na pergamentu. Imamo namreč njegove zapise, ko je pisal po pergamentu. Pergament je precej trpežnejši od papirja in verjetno še trpežnejši od elektronskih podlag. In ta pergament se je ohranil, skrbeli so zanj, bil je res relikvija in smo zelo, zelo srečni, ker imamo kar dva njegova tako imenovana avtografa. To pomeni besedila, ki jih je lastnoročno napisal s črnilom. Zdaj, črnilo je bilo iz česa? Ali iz saj, ali pa iz nekih železovih soli. In to črnilo je kar obstojno, ker se še danes po 800 letih kar dobro vidi. Pisal po pergamentu z gosim peresom, ki so ga prirezovali. To ni bilo tako enostavno kot z današnjimi kemičnimi svinčniki in raznimi rolerji.
in je zahtevalo res tudi veščino, da se ni tinta razlivala. In to se je preprosto ohranilo. V tistem času, predstavljate si, veliki intelektualci, kot je Tomaš Akvinski, Sveti Bonaventura, nimamo od njih nobenega rokopisa, ki bi ga napisali z lastno roko. So narekovali, so pregledovali, popravljali, ampak njihove roke ni ohranjene. Frančiškova roka pa je ohranjena, njegov zapis. In veste, kaj se dogaja, ko vi pišete? Da v svoje pisanje tudi prelijete delček svoje duše, svoj značaj. Tako. In tudi pri Frančišku so se grafologi, ne samo paleografi, tudi grafologi so se lotili analize njegove pisave in so ugotovili, da se mu je roka tresla že, da je bil verjetno bolehen, ko je to pisal, da ni bil zelo vešč pisanja, da črke niso enakomerne, vendar pa da se s tem kaže njegova neposrednost in spontanost in pa močna čustvenost. To se kaže v njegovi pisavi, pa še nekaj, ponižnost. Iz pisave pronica njegova ponižnost in neambicioznost. To pa dejansko ustreza tudi tem predstavam, ki jih imamo v Svetem Frančišku. Pred najinim snemanjem sva se pogovarjala, kako pravzaprav šele pozno je nekdo ovrednotil Frančiškove spise. Tako je. Frančiškovi spisi so bili ves čas ohranjeni, vedelo se je zanje, vendar pa so bili nekako v senci. Ko se je govorilo o Frančišku, se je v glavnem naslanjalo na njegove biografije. In sicer večinoma na tiste, ki jih je pripravil Sveti Bonaventura. Starejše Čelanove so bile tudi v senci, še bolj pravzaprav kot njegovi sami spisi. Konec 19. stoletja pa je francoski protestantski pastor Paul Sabatier napisal življenje svetega Frančiška, Vie de Saint François, in tam popolnoma zasukal pogled na Frančiška, s tem, da je poudaril, da je glavni vir zanj ne biografija, ne življenjepisi, pač pa njegovi spisi. Da preko spisov pridemo lahko do tistega resničnega, pravega Frančiška, kajti v življenjepisih je vedno podana še neka druga optika, ki jo ima biograf, tisti, ki ga hoče predstaviti. In za Frančiška, to smo pa kasneje, ravno po zaslugi Paula Sabatierja ugotovili, za Frančiška se je bila pravzaprav skorajda vojna, kdo ima pravega Frančiška, in to s pomočjo različnih življenjepisov, kako so ga predstavljali. No, midva bova tudi sedaj se poglobila v spise, ki so seveda v slovenščini tudi dostopni. Tako je, leta 1981, ob 800-letnici rojstva, je Mohorjeva izdala prvič zbirko njegovih spisov, njegovih in Klarinih spisov, potem pa je šel še ponatis leta 1998 pri slovenskih kapucinih. To imamo besedilo že nekako v 2 izdajah in tudi zdaj imamo, mislim, da že počasi smem, malce drzno je, ampak recimo, da si upam napovedati, da bomo dobili pa naslednje leto za svetega Frančiška ne samo njegove spise, pač pa tudi vse ostale vire, biografije, neko tako precej debelo knjigo, 1200-1500 strani, kjer bomo tudi seveda začeli z glavnim virom, to je z njegovimi spisi. Midva pa se bova zdaj odpravila najprej k opominom, ki jih je napisal. Tako je. Njegovi spisi so precej raznoliki in večinoma jih je narekoval, to so potem bratimec prepisovali si, in najiskrenejša, najpreprostejša zvrst tule so tako imenovane admoniciones. To so, v slovenščino smo prevedli to kot opomini, lahko bi rekli tudi spodbude. Gre za skoraj 30 kratkih besedil, ki naslavljajo različne vsebine, so pa namenjene za neke vrste res spodbujanje bratov. Prvi veliki opomin govori o Evharistiji, o vrednotenju Evharistije. Smo v času, ko smo recimo evharistična problematika na vrhuncu. To je okrog 4. Lateranskega koncila. Takrat se bijajo bitke o tem, kaj se zgodi pri maši, kaj je to transsubstanciacija, prebistvenje.
Takrat to je tudi čas, ko se sam Jezus potrdi z raznimi evharističnimi čudeži. In tudi Frančišek je svoje veliko spoštovanje do Evharistije izrazil v tem svojem prvem opominu. Potem pa imamo še celo vrsto opominov, ki nas zadevajo bratsko življenje, odnose med brati. Zadnja polovica, skoraj 2/3 opominov, pa so tako imenovani blagri. Frančišek se ni zadovoljil z 8 blagri iz Evangelijev, ampak je povedal blagor temu in blagor onemu redovniku. Začel je seveda z evangeljskimi, blagor ubogim v duhu, in potem je po razlagi blagorov je pa še dodajal svoje blagre. Prisluhnimo enemu, 14. opominu, kjer Frančišek razlaga, kaj je to uboštvo v duhu. Blagor ubogim v duhu, zakaj njih je nebeško kraljestvo. Mnogo jih je, ki so vneti za molitve in sveta opravila, ter se telesno mnogo zatajujejo in pustijo. Takoj pa so užaljeni in se pohujšujejo zaradi ene same besede, ki se zdi žaljiva zanje, ali zaradi kake stvari, ki jim je odvzeta. Ti pač niso ubogi v duhu. Torej tukaj Frančišek govori o užaljenosti. Ne govori torej o materialnem bogatstvu, ampak o tem, koliko veljave si človek sam pripiše. In pravzaprav je uboštvo tudi v tem, da nekdo ponižno gleda nase in da se ne pusti užaliti, če kdo ravno ne ustreza njegovim kriterijem. Ti pač niso ubogi v duhu, če se takoj užalijo zaradi ene besede. Zelo sodobno. Mislim, zelo da človeško. so vsi ti opomini zelo, zelo aktualni tudi še danes. Potem, kar sva se zdaj dotaknila opominov ali spodbud, pa povejva, da je sveti Frančišek napisal tudi kar nekaj pisem, danes bova omenila 4. Tako je. Pismo je že po antični definiciji razpolovljeni pogovor. Če ne morem nekomu povedati nekaj v obraz, da me sliši v živo, mu pač napišem pismo. In tako je Frančišek opominjal tudi pisno, tiste, ki jih ni imel pri sebi. In zanimiv je opomin ali spodbuda, ki jo namenja svojemu sobratu Antonu. Anton je bil učenjak. Padovanskemu, ne? Padovanski, seveda. Prišel je iz Portugalske, bil je prej avguštinski kanonik, strokovnjak za svetopismo, in Frančišek ga rahlo pokara, najprej mu izkaže zelo veliko spoštovanje. Mu da celo naziv, do katerega pravzaprav Anton ni imel pravice, ampak ga je počastil nekako z njim, potem pa mu da opozorilo, ki velja pravzaprav za vse sobrate, ki se kakorkoli ukvarjajo z intelektualnim delom. Prisluhnimo temu kratkemu pismu. Pismo svetemu Antonu. Bratu Antonu, mojemu škofu, učitelju, brat Frančišek, pozdrav. Ljubo mi je, da, brate, poučuješ sveto teologijo, če le pri tem poslu ne ugašaš duha molitve in pobožnosti, kakor je zapisano v vodilu. Ali to velja samo za teološke profesorje? To velja pravzaprav za sleherno intelektualno delo. Da je potrebno ga vedno tudi podkrepiti še z molitvijo in s pobožnostjo. Je pa iz tega pisma tudi razvidno, da prvi bratje niso bili nasprotniki študija. Pravi Frančišek, da je vesel, da mu je ljubo, da se ukvarja s tem, da poučuje, da te svoje darove deli, kajti tudi to je radodarnost, tudi to je razdajanje in nenavezanost, če nekdo svojega znanja ne zadrži zase oziroma ga ne monetizira na vsakem vogalu. Tako. In tu je pokazal lepo spodbudo in Anton se je očitno tega držal in postal velik svetnik v našem redu. Tu imamo zdaj še pismo njegovemu ljubemu bratu Leonu. Tako je, Leon je bil njegov spremljevalec, na neki način tudi tajnik. Spremljal ga je celo na Laverno, bil je priča stigmatizacije, vendar pa je doživljal tudi svoje stiske. In takrat
se je zatekel k Frančišku. Očitno se je sem ter tja bal zateči k njemu. Frančišek pa mu da zagotovilo svoje bližine, zagotovilo svojega bratstva. Iz tega kratkega pisma veje pravzaprav tista bližina, ki jo Frančišek kaže kot človek, in to je eno tistih avtografov. Leon je to nosil pri sebi. In to pismo, ki ima na drugi strani še blagoslov, je danes v asiški zakladnici in na neki način se čutimo vsi bratje tudi nekako pritegnjeni k temu blagoslovu in k tej spodbudi, da smo blizu Frančišku, pa tudi blizu drug drugemu. Pa prisluhnimo še zdaj temu pismu. Pismo bratu Leonu. Brat Leon, Frančišek, tvoj brat, te pozdravlja in ti želi mir. Sin moj, rečem ti, kakor mati, da vse besede, kar sva jih izrekla po poti, na kratko povzemam v tej besedi in na svetu. In če ti bo potem kdaj treba priti k meni po nasvet, ti takole svetujem. Na kakršenkoli način se ti bo zdelo bolje ugajati Gospodu Bogu in hoditi po stopinjah njegovega zgleda in oboštva, stori to z blagoslovom Gospoda Boga in v pokorščini do mene. Če ti je potrebno zaradi svoje duše ali zaradi katere druge tolažbe priti k meni in če to želiš, pridi, Leon. Brat Miran Špelič, kako bi lahko rekli, da pravzaprav Frančišek tukaj združuje pokorščino in hkrati bratsko bližino? Oboje skupaj šele tvori lahko nek zdravo skupnost, ker brez pokorščine pride do razpuščenosti, brez bližine pa smo v neki taki militaristični disciplini samo. Tu pa je pokorščina je svetovana, pokorščina nekomu, ki mu je veliko do tega sočloveka, ki ga ima rad. In tukaj gre za čisto bratsko ljubezen, ki omogoča, da se potem lahko tudi evangelij prek tega odnosa zrcali v svet. In Leon, ki se je tega zavedal, je potem to vestno hranil, tudi ta listič, in verjetno imamo prav Leonu se zahvaliti, da imamo ta dva Frančiškova avtografa. Naslednje pismo, po katerem se bomo ustavili, pa je pismo predstojniku, če je Leon brat, tukaj je pismo predstojniku, pa mu najprej prisluhnimo, pa ga bova pokomentirala. Drži. Pismo predstojniku. Bratu prvem predstojniku, Gospod te blagoslovi. Potem hočem spoznati, ali ljubiš Gospoda in mene, njegovega in tvojega služabnika, če boš delal tole. Da bi ne bilo nikoli nobenega brata na svetu, ki bi se pregrešil, kolikor bi se največ pregrešiti mogel, pa bi potem, ko bi se uzrl v tvoje oči in iskal v njih usmiljanje, odšel, ne da bi se ga ti usmilil. In tudi, če ne bi iskal usmiljanja, ga ti vprašaj, če želi usmiljanja. In če bi pozneje 1000-krat grešil pred tvojimi očmi, ga ljubi bolj ko mene. In sicer zato, da ga pritegneš k Gospodu. In vedno imej do takih usmiljanje. Po tem slišanem lahko vidimo, da sveti Frančišek od predstojnika najprej pričakuje usmiljene oči. Tako je. Frančišek se je zelo hitro odpovedal predstojništvu in zaradi velikega števila bratov je bilo potrebno imeti tudi več predstojnikov. In kako pomembno je vzgajati predstojnike. Vodilo svetega Benedikta pravzaprav ves čas govori o tem, kakšen naj bo opat. Frančišek ni maral tega izraza za svoje predstojnike opat, ampak je svojim predstojnikom dal naziv minister ali pa guardianus. Minister pomeni služabnik, ne vodja ministrstva. Minister je služabnik bratu ali pa guardian, varuh. In s tem imenom in s tem poukom kaže, kakšen naj bo predstojnik. In je pravzaprav res pritiral do skrajnosti usmiljanje, kako naj
predstojnik skrbi za svojega brata. Tega seveda v zgodovini nismo vselej uspeli razumeti in smo dostikrat tudi predstojniško službo zgrešili. Danes pa skušamo tudi na tem področju narediti kakšen korak. Je pa seveda problem drugačen, kot je bil pred 100-200 leti, zaradi padca avtoritete. Ker avtoriteta ni več tisto, kar je bila. Če bi pa avtoriteta rasla po Frančiškovem zgledu, tako avtoriteto poslušati pa sploh ni težko in taki avtoriteti se pokoravati, ki te je sposobna tako ljubiti in tako skrbeti zate. Tudi če ne bi iskal usmiljenja, ga ti vprašaj. Zakaj pa že? Zato, da ga pritegneš k Gospodu. Še en odlomek, ki pa ga tukaj ni v tem, je pa pretresljiv in je v prevodih dostikrat popravljen. Ko pravi Frančišek, ne želi, da bi bili boljši kristjani. Kako je to mogoče, da ne bi želel, da ne bodo boljši kristjani? To je logično. Želi, da ne bodo boljši kristjani, popravljajo prevodi. Ne, Frančišek tukaj prepušča popolno svobodo. Ne sme svojega pogleda vsiljevati svojemu podrejenemu, predstojnik. In zato je tukaj vsak mora biti kristjan, vsak mora biti dober, tako kot sam prepoznava. Prisiljena dobrota potem ni več dobrota. Je potem avtomatizem, je robotstvo. In Frančišek se je tukaj skušal izogniti ravno temu robotstvu pri podrejenih. Torej ne gre za tisto slepo pokorščino mrtvega trupla, ampak gre za pokorščino ljubečega, ki odgovarja na ljubezen. Takrat pa ni treba imeti več takih želja. Zelo znana pa je tudi molitev svetega Frančiška pred križanjem pri svetem Damjanu, pa prisluhnimo. O vzvišeni in veličastni Bog, razsvetli temine mojega srca. Daj mi pravo vero, trdno upanje in popolno ljubezen, razumnost in spoznanje, da se bom držal tvoje svete in resnične zapovedi. S tem so vstopila v naslednji sklop Frančiškovih spisov po pismih, namreč molitvam. Molitve so nekaj zelo pomembnega v vsaki duhovni tradiciji, ker so lahko zelo specifične, svojske. Z njimi se podpisujemo, z njimi se pokaže tudi, v čem je pa Frančiškova duhovnost drugačna od kakšne druge. In ta molitev pred križanjem pri svetem Damjanu izhaja iz njegovih prvih let spreobrnenja, ko mu je Kristus s križa spregovoril in ga poslal popravljati cerkve. In ta molitev seveda je verjetno tudi v Frančiškovi, v njegovi osebni zgodovini živela, rasla in se razvijala. In vprašanje, iz katere faze imamo ohranjeno. Začelo se je takrat, ko je bil mlad, molil je pa vse življenje. In zato je spet kratke, malo besed, pa veliko povedanega. Prošnje za vero, upanje in ljubezen, za spoznanje in pa za vztrajnost, za ohranjanje življenja po zapovedih. Zelo spet temeljne stvari na kratko povedane, brez pretiranega olepševanja, brez retoričnih okraskov. To je zelo značilno, se mi zdi, ko bereva te spise. Samo bistvene stvari so. Ja. Pojdimo še k eni molitvi, ki je tudi avtografsko zapisana. To so pa hvalnice Bogu najvišjemu. To je tisti rokopis, ki ga hranijo v Spoletu, ki jih je napisal Frančišek za svojega Leona, ki ga je učil moliti. In tu imamo, mislim, da če boste šteli, 33 različnih apelativov, poimenovanj, lastnosti Boga. Gre za tipično slavilno molitev, ki je spet zelo preprosta, ni okrašena, vendar pa se slavi in poveličuje Boga kot velikega, močnega,
Vse, ti si naše večno življenje. Prisluhnimo tem svojskim litanijam hvalnici Bogu najvišjega. Ti si svet, Gospod Bog, ti edini, ki delaš čudeže. Ti si močan, ti si velik, ti si najvišji. Ti si vsemogočni kralj, ti sveti Oče, kralj nebes in zemlje. Ti si trojstven in eden, Gospod Bog bogov. Ti sam si dobrota, vsa dobrota, najvišja dobrota, Gospod Bog, živi in resnični. Ti si ljubezen, nesebična ljubezen. Ti si modrost, ti si ponižnost, ti si potrpežljivost, ti si lepota, ti si blagost, ti si varnost, ti si spokojnost, ti si veselje, ti si naše upanje in radost, ti si pravičnost, ti si zmernost, ti si vse naše bogastvo do zadostnosti, ti si lepota, ti si krotkost, ti si zavetje, ti si naš varuh in branitelj, ti si pogumnost, ti si osvežitev, ti si naše upanje, ti si naša vera. Ti si naša ljubezen, ti si vsa naša sladkost, ti si naše večno življenje. Veliki in čudoviti Gospod, vsemogočni Bog, usmiljeni odrešenik. Amen. Če sva zdaj bila pri tem molitvi, kakršno je Frančišek nosil že od svoje mladosti, pa se bova zdaj obrnila k koncu njegovega življenja, k potrjenemu vodilu. Frančišek je eden zadnjih avtorjev redovnih vodil. Kasneje vodila nekako ne nastajajo več. Vodila so začela nastajati v 4. stoletju, 3. 4. stoletje. Vrhunsko vodilo je Benediktovo na zahodu, na vzhodu imamo Bazilijevo, še prej pa Homijevo vodilo. Poleg Benediktovega so obstajala še druga vodila, ki so se nekako umaknila Benediktovemu. Svojsko vodilo je Avguštinovo vodilo, za katero sploh ne vemo, ali je res Avguštinovo ali ne, ali je samo iz njegove tradicije nastalo. Dejstvo je, da so se v Frančiškovem času mnogi držali Avguštinovega vodila, ki so ga takrat obnovili nekako, avguštinski kanoniki različnih vrst. No, tudi naš papež Leon je eden od tistih naslednikov tega duhovnega gibanja, ki se sklicuje na svetega Avguština in na to vodilo. Dominikanci, sveti Dominik, je tudi prevzel Avguštinovo vodilo. Frančišek pa z njim ni bil zadovoljen. Je pa videl, da je njegovo življenje drugačno, da se ne more prilagoditi tistim načelom, ki so napisane tam, ki niso slaba, ampak so drugačna. Zato je prosil papeža, da mu dovoli živeti na ta njegov poseben način, in leta 1290 je dobil ustno potrdilo. Misleč, verjetno papež mislil, bo tole šlo, ja, čez 14 dni bodo pa že se razkregali, pa bodo šli vsak na svoje, pa bo mir. A ni bil tako hitro mir, nastajajo še naslednja vodila, nepotrjeno vodilo, čez nekaj deset, ko so pa bila že nova vodila prepovedana. Leta 90 je bilo to ustno potrdilo, leta 15 je koncil določil, da ne bomo več delali novih vodil, Frančišek pa pride v 20 letih pred papeža s tem svojim vodilom. In se sklicuje, saj smo že dobili dovoljenje takrat leta 90. In na osnovi tega je bilo tudi potrjeno z bulo, tako imenovano tale regula bulata, ampak to vodilo ima zelo, zelo bogato zgodovino, s tem se ukvarjajo frančiškanoslovci. Prvo vodilo so bila nametani samo citati, izgubljeno. Nepotrjeno vodilo, s veliko citatov evangeljskih, široko, zelo duhovno, premalo pravno, dobi popravo. Mora za popravo napisati nekaj novega in dobi še svetovalce, ki mu svetujejo, da je to malo skrči, ne malo ustrezneje izrazi, vendar pa ni popuščal pri temeljnih rečeh. In tudi to potrjeno vodilo je Frančiškovo vodilo, čeprav ni tako, kot bi ga on sicer sam napisal, ampak je poslušal je cerkev.
Cerkev mu je svetovala, rekla, zahtevala od njega, naj pripravi tako, kot se dela v tistem času, in Frančišek je to naredil. In to je vodilo, ki velja danes še vedno za vse frančiškane, minorite in kapucine. In iz tega vodila poglejmo najprej začetek, kako je to vodilo nekako zastavljeno. Prvo poglavje. Potrjeno vodilo. Prvič, v imenu Gospodovem se začne življenje manjših bratov. Vodilo in življenje manjših bratov je izpolnjevanje svetega evangelija našega Gospoda Jezusa Kristusa z življenjem v pokorščini, brez lastnine in v čistosti. Brat Frančišek obljublja pokorščino in spoštovanje gospodu papežu Honoriju in njegovim zakonito izvoljenim naslednikom ter rimski cerkvi. Drugi bratje so dolžni ubogati brata Frančiška in njegove naslednike. Torej, tukaj sva zdaj prebrala, slišali smo začetek vodila. Tako je. Frančišek poudari, da gre za evangeljsko življenje. Gre za življenje po evangeliju. Evangelij je treba izvrševati. Potem pa se način. Način, ki pa je specifičen, pa je za Frančiška pokorščina, brez lastnine in v čistosti. To so te tri lastnosti, ki so tu prvič tako jasno izpostavljene in na neki način povezujejo večino posvečenega življenja. Tu so te tri: čistost, uboštvo, pokorščina, ki se z različnimi besedami izrazijo potem praktično najbrž v vseh redovnih konstitucijah, vodilih. Tu so pa navedene takoj na začetku. Zanimivo je, da ne govori o uboštvu, ampak reče brez lastnine. To pomeni nenavezanost. To pomeni, da stvari sicer so tukajle, ima jih, ampak niso pa njegove. So samo pač v začasni uporabi. Pomembno je, da nanje srce ni navezano. Ni tako važna materialno stanje, kot stanje srca do materialnih dobrin. Druga točka, ki je zelo pomembna v samem začetku vodila, pa je pokorščina. Frančišek je pokoren cerkvi, rimskemu papežu, brati pa Frančišku. Nekako posredniška pokorščina. Če bomo mi pokorni Frančišku, on pa papežu, potem bomo tudi mi pokorni papežu. Pokorščina je v cerkvi zelo pomembna. Imamo celo vrsto duhovnih gibanj v tistem času, ki so bila globoka, resna, poglobljena, ampak nepokorna. Delali so po svoje, brez spoštovanja do cerkve. Frančišek se pa tu takoj zelo loči in pokaže, da je pa on tisti, ki cerkev ljubi, spoštuje in je pokoren. To pa je gotovo v kakšnih bolj zmedenih časih, recimo tudi danes, zelo dober kriterij, komu slediti. Tako, in mislim, da je prav, da znamo ovrednotiti Frančiška tudi iz tega vidika, ne samo z vidika nekih ekologizmov. Prisluhnimo še nadaljevanju iz 5. poglavja vodila, kjer pa Frančišek govori o tem, kaj njegovi bratje od česa živijo. Gre za to, da bratje naj delajo. Bratje, ki jim je Gospod dal milost, da lahko delajo, naj delajo zvesto in predano. Delajo naj tako, da se bodo ogibali lenobe, ki je sovražnica duše, vendar pa, da ne bodo ugašali tistega duha svete molitve in pobožnosti, ki mu morajo služiti vse častne stvari. Kot plačilo za delo naj sprejemajo za telo potrebne reči zase in za svoje brate, razen denarja in novcev. To pa ponižno, kakor se spodobi božjim služabnikom in privržencem svetega oboštva. Torej, bratje naj delajo. Kako pa naj delajo in denar uporabljajo? Kot smo slišali, gre za spet temo iz Benediktovega vodila, ora et labora. Se pravi, bratje naj delajo, vendar pa ne na račun molitve. Molitev ima primat. Duhovno življenje ima primat, pobožnost je tista prva in vse služi tej molitvi. Potem pa plačilo za delo. V tistem času je denar začel počasi šele prodirati v
gospodarstvo in ni bil standard. Imamo še precej menjalnega gospodarstva. In Frančišek pravi, naj delajo za hrano. Samo izjema edina je bila za bolnike. Za bolnike so smeli kdaj kaj vzeti. Lahko vse potrebne reči dobijo za svoje delo, razen denarja in novcev. Seveda pa je že čez nekaj desetletij prevladala monetarna ekonomija in tudi danes brez denarja ne moremo živeti. Se ne da, ampak pomemben je pa odnos, da denar ni, da ne delam za denar in zaradi denarja. Tako. Ampak da je denar sredstvo. Tudi Frančišek je v kasnejših drugih spisih dovolil, smejo pa vzeti denar za to, da poskrbijo za obleko, za bolnike, predvsem, da poskrbijo za bolne brate. To je bila njegova velika skrb, ki tudi v vodilu izkaže, da recimo razumne izjeme. Kakor se bo predstojnikom kdaj zdelo primerno. Poslušate radijsko katehezo, naš gost je brat Miran Špelič, prišli smo že skoraj do konca, kakor tudi do konca Frančiškovega življenja, kajti prišli smo do njegove oporoke. Kdaj se že piše oporoke in čemu so že oporoke namenjene? Da ni špetirjev potem s tistimi, ki dedujejo. Tako je, in tudi Frančišek se je zavedal, je čutil, slutil, da bo prišlo do prepirov med brati za njegovo dediščino, pa ne za denarno dediščino, ampak za duhovno dediščino. Zato je v oporoki še enkrat zapisal, kaj pravzaprav je on, k čemu je bil poklican, kaj je hotel, kako naj bratje živijo. In zato je tudi oporoka za nas zelo, zelo pomembno besedilo. Ker je na neki način v tej oporoki podal svojo zgodovino, kako je bilo to z njim in tudi nakazal, kako naj naprej živimo. Prisluhnimo torej temu kratkemu odlomku iz precej daljše oporoke. Ko mi je Gospod dal brate, mi ni nihče pokazal, kaj moram storiti. Toda sam najvišji mi je razodel, da moram živeti po vzoru svetega evangelija. In jaz sem dal na kratko in preprosto zapisati, in gospod papež mi je potrdil. Tisti, ki so prihajali, da bi sprejeli to življenje, so razdali ubogim vse, kar so mogli imeti. Bili so zadovoljni z eno tuniko, zakrpano znotraj in zunaj, s pasom in hlačami. Več nismo hoteli imeti. Molitveno bogoslužje smo kleriki molili, kakor drugi kleriki, laiki pa smo molili Oče naše. Prav radi smo se zadrževali v cerkvah. Bili smo neuki in vsem podrejeni. Jaz sem delal in hočem delati s svojimi rokami. In odločno zahtevam, naj vsi drugi bratje opravljajo delo, ki naj bo pošteno. Oporoka torej zelo pomembno dejanje, ki je dobro, če ga vsako pravi, ne? Dober gospodar, dober starš verjetno, ne? In oporoka ni samo v razdelitvi nekih dobrin, oporoka je tudi izročitev svoje zgodovine. In Frančišek je v tej oporoki pravzaprav povedal, kdo je, kako se mu je ta red rodil in kako naj se živi še naprej, kako smo delali. Ampak ni pa rekel, tako natančno, tako morate delati tudi vi. Ne, treba bo prilagoditi to stvar tistemu času. Molili smo, molitveno bogoslužje kleriki, kako drugi kleriki, laiki pa smo molili Oče naše. Takrat je bil očitno še laik. Ampak tudi pravi, smo kleriki molili, seveda bi tudi klerik. Frančišek je bil namreč nekaj časa še laik, potem pa je postal diakon. Duhovnik pač ni postal. In rad je bil v cerkvah, se pravi spoštovanje do cerkva, tudi tu se pokaže razlika do določenih drugih duhovnih gibanj, ki pa so zelo nasprotovala stavbam in združevanju, srečevanju po cerkvah in pa ovrednotenje dela. Jaz sem delal in hočem delati s svojimi rokami.
vrednotenje dela, ker vedno se pa tudi pojavijo taki duhovni učitelji, ki pa delo prepuščajo drugim. Ne, Frančišek je skupaj z ljudmi delal. To so take preproste, majhne stvari, v katerih se nam pokaže res kot človek, kot svetnik svojega časa in svetnik tudi za naš čas. Ker tiste vrednote, ki jih je on takrat živel in način, s katerim je on oznanjal evangelij v svojem času, so aktualni tudi še danes. Zato mislim, da je zelo lepo, če se lotimo branja njegovih spisov. Nekaj imate po knjigah, nekaj lahko pobrskate po internetu, kar nas je Frančiškovih redov, smo na spletne strani obesili tudi nekaj njegovih tekstov, da jih lahko pogledate. In pa pričakujmo še vse njegove vire čez dobro leto. No, to bo gotovo še priložnost, da boste to knjigo kje predstavili. Brat Miran Špelič, zdaj smo pa prišli kar že do konca naše kateheze, pa vas prosim, če pa še za konec sklenete sami z molitvijo Frančiškovo Naj od trga. Je tako malce nenavaden naslov. Tako je. Naj od trga, seveda to je slovenski prevod, ki je kolikor toliko še morda najmanj neustrezen od latinskega absorbeat, naj potegne k sebi vase. O tej molitvi nekateri dvomijo, da je Frančiškova, nekateri pa so se lotili in so tudi v strokovnih člankih, v frančiškanskih revijah dokazovali njegovo avtorstvo. Ker vsebuje tudi nekatere teme, ki jih srečamo pri drugih avtorjih. Ampak hkrati pa so tako frančiškansko zvezane in tako v skladu z ostalo Frančiškovo duhovno izkušnjo, da resnih dvomov pravzaprav si ni treba puščati. Pa prisluhnimo tej molitvi. Naj od trga, prosim te, Gospod, mojo dušo od vsega, kar je pod nebom, ognjena in presladka moč tvoje ljubezni, da od ljubezni umrem zaradi ljubezni do tebe, ki si iz ljubezni, zaradi ljubezni do mene, hotel umreti. Naj nas ob teh Frančiškovih besedah, s katerimi se nam je predstavil kot svetnik svojega časa in za naš čas, spremlja tudi z blagoslovom, ki ga je podelil bratu Leonu in na neki način ga podeljuje tudi vsem nam. Blagoslovi naj te Gospod in te varuje, pokaže naj ti svoj obraz in se te usmili, obrne naj svoj obliček tebi in ti da mir. Gospod naj te blagoslovi, brat Leon. Amen. Hvala, brat Miran Špelič, za to katehezo, ki ste jo lahko spremljali o svetem Frančišku, svetniku, ki piše o njegovem vodilu in duhovni oporoki. Hvala vam za poslušanje, od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, brat Miran, vam pa iskrena hvala, da ste bili z nami. Hvala tudi vsem vam in lep pozdrav. Mir in dobro, lahko noč. Radijska kateheza.